Pozdravljeni, spretni prstki. Sreda je in spet smo skupaj. Zakorakali smo v mesec december, najlepši mesec, najbolj praznični mesec v letu in tudi naše ustvarjalne iskrice bodo ta mesec posvečene prazničnemu ustvarjanju. In ker je najbolje, da si v začetku decembra pripravimo voščilnice za praznična voščila, da jih bomo lahko napisali in odposlali pravočasno in da bodo pravočasno pri naslovnikih, bova danes z Mašo pokazali, kako si izdelati eno takšno preprosto, pa vendarle lepo in učinkovito voščilnico. Za izdelavo praznične voščilnice potrebujemo osnovo za voščilnico, barvni papir, trši papir, stiskalnico, šablono za odtis, obojestranski selotejp, škarje in steklene kamenčke. Najbolje je, da bova z Mašo z delom kar pričeli. Danes bova pri svojem delu uporabili tudi stiskalnico, oziroma nekateri rečejo, ni samo stiskalnica, je tudi rezalnica, ampak nekako deluje na princip stiskanja, zato bova malce pokazali, kako se dela tudi s to napravo, ki jo ustvarjalci kar pogosto v teh prazničnih dneh in pri svojem ustvarjanju uporabljamo. Skratka, najprej voščilnico imava narezane osnove, če pa teh narezanih osnov nimate, si jih lahko enostavno naredite tako, da šeles hamer ali kakšen trši papir prepognete na polovico in dobite osnovo za voščilnico. Maša bo sedaj to naredila s to že predpripravljeno voščilnico, tako pazila bo pri robovih, da bodo robovi lepo ravni, da se bodo lepo prekrivali, predvsem oba. Takole najboljše je, da voščilnico takole pripogneš, pogledaš oba robova, če se lepo stikata in jo potem takole po robu stisneš. Potrebovali bova pisan papir, najina voščilnica je pravokotne oblike, zato bova tudi midve naredili kvadratne oblike, narobe sem rekla, ne pravokotne, zato bova tudi midve uporabljali za izdelavo voščilnice kvadrate. Imava en večji kvadrat, ki bo predstavljal nekako rob oziroma okvir naše voščilnice, in pa en manjši kvadrat iz debelejšega papirja, seveda prilagojeno velikosti osnove, ki ga bova sedaj spustili skozi tole napravo pred končanjem naše voščilnice. Maša si bo tole napravo dala bližje k sebi. Tole je ena taka osnova, ki nam bo naredila relief. Če pa te osnove oziroma stiskalnice nimate, pa si lahko pomagate tudi s šablonami in z enim takim kuljem, ki ne piše, in potem po teh šablonah lepo malce podrgnete papir in potem na tem debelejšem papirju relief tudi izstopi. Tako, sedaj bo Maša v tole šablono vstavila ta debelejši papirček, naredila nam bo potem lep relief, lep odtis in bova pripravili tak sendvič za v stiskalnico. Odprli, tako šablono bo zaprla, sedaj bova odprli tole podlago, vstavili spodnjo ploščo, med njo dali relief in potem še drugo ploščo in sedaj bo Maša zavrtela tole v drugo smer, Maša, tako da bo potegnilo tole naše, sedaj pa bo šlo. Tako, kar močno pritisni, mogoče takrat, ko gre čez ravno ta delček z šablono, je potrebno malce več moči. Tako, sedaj bo Maša odstranila papirček, pogledala, če se je naš odtis naredil pravilno, če se poznajo snežinke, se pravi, na tole stran bova uporabili in bova sedaj odstranili tole najino stiskalnico, pospravili, da naj jo pri delu ne bo več ovirala. Maša pa bo sedaj sestavila voščilnico. Najprej boš na hrbtno stran barvnega papirja, izbrali sva si moder pikast papir, prilepila obojestransko lepilo, prilepimo pa ga tako, malce čez rob in ob robu, skratka, in odrežemo. Kot sem pa že večkrat povedala, kadar smo delali z obojestranskim selotejpom, za selotejp uporabljamo ene škarje, ker se potem nekaj lepila na škarjah ostane in postanejo takšne lepljive in niso uporabne.
Bi mogoče morala drugače. Mogoče bi morala malce bolj proti robu, pa bova to sedaj rešili na drugačen način. Skratka, sedaj bova tale del odrezali, takole ga odlepiva, odreževa, boš Maša kar ti odrezala zgornji del pri robu, ta del pa bova uporabili tukaj le na robovih na sredini. Tako, Na robovih kar k robu prilepiš, v redu. vendar tako, da ne sega čez rob. Tako, in sedaj še drugega, pa na spodnji strani na robu prilepiš. Ker pa sva drugo stran selotejpa prilepili mogoče malce preveč stran od roba, bova tele vogalne zalepili s takšnimi majhnimi koščki, tako da nam bo se voščilnica res lepo prilegala. Takole pa bo čisto v redu. Sedaj bo Maša odstranila koščke. Zgornje koščke lepila. Tako, da bo dobila lepilno površino. Pa poskusi mogoče na drugi strani, če na tej strani Sej bo ne gre. šlo. Bo šlo? Samo malce se je zalepilo. Tako. Opa. Malce bo potreba biti tu pazljiv. Je pa tole lepilo dobro zalepljene ravno zato, ker nismo popackani in tudi potem naše voščilnice ne bodo popackane. Maša, malce bo potrebno paziti, takole, da se nama ne bo zalepilo na osnovo prehitro. Tako, bo šlo. Samo pazi. Mogoče je boljše, da kartonček malce obrneš, da ne polagaš rok na lepljivo površino, ker bo potem slabše prijela na voščilnico. Tako, sedaj pa to lepo umestiš oziroma nekako na sredino. Bo Tole sva malce. Če se bo dalo odlepiti, bova popravili. Če pa se ne bo, pa bova naredili nov kartonček. Sedaj pa Maša tako lepo, pa malce pazi, da bo zgornji rob enako oddaljen od spodnjega, približno 5 mm na vsaki strani. toliko. Tako. Sedaj pa lepo pogladiš papir. Midve sva rešili tole najino podlago, pa spet tako lepo stisneš pri vseh robovih. In sedaj ponoviva vajo še na temle kartončku. Paziva, da bova tele izbočene, reliefne površine, da bodo na naši voščilnici na vrhu. To se pravi, da prilepiva spet lepilo na spodnjo stran. Tako kot sem prej pokazala, Maša, malce čez, zato da se lepilo lepo prilepi na rob in tale del uporabiš za sredino. Pa. Danes mi pa nekaj ne gre tako dobro. Nič hudega. Tako, super si tole naredila, odlepiva, prilepiva in odreževa pri kartončku. Malce, da te ne bom porezala po prstih. Tako, in še na drugi strani. Hkrati nam to malce fiksira naš list in je potem veliko lažje prilepiti in umestiti naše snežinke. Tako. Na spodnji strani sedaj pa enako, kot sva naredili prej. List odlepiš, odrežeš ob robovih, paziš, da obdrež in prilepiš. Ne. Obrneš, ne hiti, prilepi na drugo stran ob rob, odrežeš drugo in jo spet prilepiš na drugo stran ob rob. Tako. Pogladiš in odlepiš zgornje površine našega
lepila. Spet paziš, da ne Opa. ker stisni, mogoče malce bolj pošlo, še zgornji dve. Tukaj ne gre, pa je šlo na tej strani. Mogoče je lažje, če je list položen na mizo. Tako. Sedaj pa spet paziš, da ga umestiš tako v sredino tega lista. Tukaj pa bo šlo za malce več kot za 5 mm. Takole. Stisneš in po svoje bi bila voščilnica že takole lepa, vendar jo bomo še okrasili s temile steklenimi kamenčki in sicer tako, da bomo na sredino snežink, izberi si barvo, ki jo boš uporabila in na sredino snežink, mogoče največjih, prilepiš nekaj teh steklenih kamenčkov. Opa. Majhno. Kamenčki na temle so različnih velikosti, tako da res lahko na manjše snežinke nalepiš manjše kamenčke, na večje pa večje. Opa, ta pa nima lepila. Aha, je pa ostalo lepilo. Jo bomo pa porabili pri kakšnem drugem projektu, ko bomo porabili še univerzalno lepilo. Tako. Mogoče še eno, Tole pa. največjo, pa bo verjetno dovolj. Opa. Takole. Lahko pokaževa voščilnico, ki je gotova, sedaj čaka samo še na, pa mogoče malce takole, da se, če se bo videl relief, pa bova videli, mogoče pa bo naš kamerman potem ujel naše snežinke. Voščilnica je tako pripravljena, čakajo samo še koverte in pa misel, ki si jo moramo izmisliti, ali pa voščilo, ki ga bomo namenili našim prijateljem, in voščilnico bomo lahko odposlali. Pri koncu današnje oddaje sva. Če želite ustvariti tudi naslednjo sredo, na izgled ob 18. na BTV-ju. Takrat pa bomo pokazali oziroma bova z Mašo naredili škatlico presenečenja. Glejte nas tudi prihodnjo sredo. Nasvidenje! Adijo!